hotel sem še vprašati naslednje. Ne? Ti si rekel, da tvoj specifičen persona je kemono. Ne? Kemono prehaja iz oziroma kemono sem pomeni, da je bil narejen pretimač je anime, oziroma to, kar je anime v animaciji, je kemono v furry skupnosti. Prav narejen na japonskem, izvira, kako ne rečem, karakterjev izvira mogoče iz te japonske, azijske mitologije. Ne? Glede na to, da vzhoden zmaj ne more biti od drugje kot iz vzhoda. Right? In ja, si že nekaj omenil, ampak kaj je bilo res tisto, da si šel iz mačka v vzhodnega zmaja, pa si vseeno obdržal fur. Kako si že rekel, noodle zmaj? Ja, noodle dragon. Ja. Noodle dragon. To je v bistvu ta Shenron varianta. Right? Ja. Mislim, v bistvu poznaš Dragon Ball zmaja. Inspiracija mi je bila slightly Haku iz Spirited Away, no? Okay. Ampak... Same Dragon, ja. Vse sem rekel, pač bil je praktično nek mima, ne? Drugač, zakaj specifično kemono? No? Drugač, ta kostum je narejen v Sloveniji, no? Ni prav japonski oziroma azijski. Okay. In kemono je v bistvu neka subkultura v furih, ki se je začela zmeri več razvijati zdaj tudi pri nas. No? Smo zelo redki sicer, no? Kemono suti imajo določene, bom rekel, negativne lastnosti, predvsem tem, da so težji za vzdrževati, dražji za dobiti, ful težje dihati v njih, ne? Pač imaš izredno majhna usta, ne? Kar pomeni, da praktično dihaš skozi slamco. Zakaj so težji za vzdrževati? Imajo recimo te plastične oči so v bistvu se ful hitro poškodujejo, ne, naprimer. Plastične oči so specifične? Ja, to je specifično. Torej, ker on nima, se zato ravno. Ja, tu je taka azijska fora, ne, ko je pač nekdo na japonskem razmišljal, kako naredimo čim bolj ta anime big shiny eyes, ne, narediš in je nekdo gotovi, da lahko narediš v bistvu plastično prozorno folijo in potem tudi na slikah ima one big shiny eyes, ne, ker se pač svetloba odbija. Ja, se odbija, Tako da to je ena taka stvar, zakaj sem se odločil specifično, meni je bilo pač sam cute. Zelo simpel odgovor. Jaz sem bil na mojem prvem konvenčnu v Nemčiji 2018 na Eurofurrencu, takrat sem prvič videl v bistvu ta stil fursuta in si mi je pač res mind blown, ker takrat so dejansko prišli neki Japonci v Evropo na convention. So imeli svoje sute in meni so se zdeli full cute, full dobri in sem rekel, I want this, ne? Prav si dejansko fizično inspiracijo dobil od ljudi, ki so prenesli to. Sam character design je, samega karakterja je v bistvu zdizajniral oziroma mi je pomagal zdizajnirati ten Japonc, no? Ki sem ga spoznal na internetu prek Twitterja, sem bil ti imaš full cute karakterje, pa tu, ki si dobil, ne. Rekel, jaz sem tu sam narisal, please help me. So kakšne specifike kemono subkulture, poleg tega, da cosplayajo pač specifično kemono tip karakterjev? Sama subkultura je mičken drugačna, predvsem tem, da bi v Evropi pa v Ameriki, ne, vidimo to persona je nas to neka furry persona, ne, iz tega pride persona, to je to neka predstava nasa, ne, torej tvoj nekak karakter, medtem ko v Aziji oni ne vidijo tega kot svojega karakterja, ampak kot del njihove družine. To je taka ful zanimiva specifika. Torej jaz nisem ta karakter, je pa tu moj friend ali pa moj brat ali something, ne. Nekako drugačen odnos ima do svojih person. Ne vem točno iz kje to izvira, no, ampak taka zanimiva specifika. Mogoče ima to kami, ne, različnih živali ali pa ne vem, mislim lahko, da prepričanja izhajajo iz kakšnih filozofij, ki so bolj povezane z animalističnimi religijami ali kaj takega, ne? Ali pa spet, oni so bolj v skupinah, pač to, ker mi smo bolj individualisti. Kolektivizem, Tako, In rekel jim pač, se pravim, načeloma pa moja odločitev bila čisto zaradi tega, ker se mi je zdel full cute stil, tudi ves art, ki ga imam precej v takem anime stilu, no. Nice.